Situacija v Kamniku ni preveč rožnata, mesto je izgubilo precej delovnih mest. Prihodnost občine tako očitno niso dovarne, kaj pa njena prihodnost, kako obrniti ta trend izgubljanja delovnih mest. Bomo začeli pri gospodu Taninu, ki je bil prej drugi. Jaz ocenjujem, da je prihodnost Kamnika in občine Kamnik malo podjetništvo in pa turizem. Glede na naše danosti, ki so, je turizem praktično jasna izbira, kar se pa tiče podjetništva, pa tudi. Zdaj, v preteklih letih so bile šanse, da bi se kaj več naredili za podjetništvo. Vem, da je o teh stvarih zelo lahko govoriti, ampak za razvoj podjetništva so potrebno poslovne obrtne cone, kjer lahko podjetniki in drugi zainteresirani razvijajo svoje dejavnosti. V Kamniku smo v preteklosti na te stvari dajali premalo podatka. Tako nam je kar lepo število podjetij ušlo iz Kamnika, ne omenjam samo Filc, nekateri tudi razmišljajo o odhodu iz Kamnika, zato je nujno, da v prihodnem mandatu pristopimo v oblikovanju obrtno-poslovnih con, ki jih bo občina komunalno in vse ostalo oprema, ker jih pod ugodnimi pogoji ponudila podjetnikom in drugim zainteresiranim v najem ali v odkup. Hvala, gospod Svone. Ja, moje mišljenje pa sicer podobno Matejevo, ampak kljub vsemu, ker sem že leta podjetnik, bom tako da rekel, jaz idem seveda, kar se tiče podjetništva, je to čisto logično, ker pomoči ni nikjer, to je dejstvo, staraš svoje znanje, svoje sredstva in tako naprej, kot uspeš in si ne uspejo. Ampak jaz vidim bodočnost v Kamniku tudi v turizmu. In mislim, da je turizem tisto pravo, pravzaprav bolj kot proizvodna, ker namreč je turizem deluje tudi malo gospodarstva. Gremo na prehrano, gremo na vse pridelke, tako da jaz osebno bi poudaril bolj turizem, pospešil turizem, velika, vemo, kako situacija z njo, tudi recimo v Očih Potok je premalo izkoriščen te naše stare znamenitosti. In če to uspemo, turizem, ker jaz še vedno trdim, da bo bodočnost v turizmu, spremlja turizem vse od gostinstva do proizvodnje, do tega, tako da bodočnost mislim, da je turizmu. Najlepša hvala. Še gospod Potočnik, vi imate izkušnja iz tujine? Ja, jaz bi tako rekel, jaz poslušam že 40 let aktivno, kako se v Kamniku ukvarja turizem. Veliko ljudi, ki sploh ne ve, kaj je turizem, kaj so obiskovalci. Veliko ljudi ne ve, kako zrihta turizem. Govori o turizmu in kaj se zgodi. Imamo 5000 ljudi, ne vem, kako mi za svetovno prvenstvo, nobeno v Sloveniji ne ve, da imamo v Kamniku svetovno prvenstvo, prideš gor, si lačen, si žejen, pa nimaš denarja za praviti. Veste, turizem, jaz sem v gostinstvu 40 let in jaz turizem smatram popolnoma drugače. Kako? Jaz vem, kaj bom naredil s Kamnika, ima fantastično vizijo, imam določene dogovore, s katerimi se že pogovarjam. Važno je pa to, večina, ne bom govoril tukaj imen, kdo so v župani, tako, so delali tretji korak pred prvim. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Veršnik, se boste tudi vi osredotočili na turizem? Ja, jaz bom začel z gospodarstvom oziroma z odpiranjem delovnih mest. Namreč pred nami je prostorski načrt občinski, ki ga v tem mandatu nismo uspeli na novo dati v razpravo. Zato predvidevamo tudi, da bomo ta prostorski načrt malo spremenili oziroma ponovno pregledali in potem dali v javnost. Predvsem v tem smislu, da bi obrnili trend odhajanja naših občanov na delo v druge kraje, v Ljubljano zlasti, da bi se industrijske cone oziroma poslovni prostori lahko odpirali na različnih koncih občine Kamnik, tako v Tuhinjski kot tudi v Stranski dolini, konec koncev tudi na jugu Kamnika, kjer že nekako je namenjeno temu. Seveda, turizma ne smemo pozabiti, turizem je žila Kamnika in ima Kamnik velike možnosti s turizmom. Hvala, gospod Veršnik. Še gospod Šarec? Ja, danes so se razmere v svetu seveda bistveno spremenile in ne gre več za klasično podjetništvo v tem smislu, da imam podjetje in 100 zaposlenih in ne vem sploh recimo, kaj delajo. Potrebno je
Vsako gospodarstvo temelji na ljudeh. Gospodarstvo ni neka fiktivna zadeva, abstraktna. Neka firma, da deluje, mora imeti usposobljene ljudi. Se pravi, tisti ljudje, ki so zdaj zaposleni drugje, recimo v Ljubljani ali pa kje drugje, morajo začutiti priložnost. Mi moramo dobiti, recimo, če smo že govorili o turizmu, saj vsi govorimo o turizmu, bi bilo dobro, če bi izbrali kar skupnega kandidata od vseh, pa bi potem, ker imamo očitno iste cilje, iste razvojne težnje. Pri turizmu je tako, da recimo, če prideš v Kamnik, so stvari zelo nepovezane. Nihče te ne usmeri nikamor, potem recimo dva sta skregana med seboj, pa ga ne usmeri v tisto gostilno, ker je z njim skregan in tako tukaj se vse začne. Najlepša hvala. Gospod Bizjak-Mlakar, tudi vi stavite na turizem. Hvala lepa. Torej, vsekakor moramo doseči preboj, podjetniški preboj, gospodarski preboj. Tukaj gre za turizem, gre za kmetijstvo, gre za podjetniško dejavnost. Tako da bomo zagotovili nova delovna mesta, rabimo najmanj in bomo naredili, vsaj 300 mest moramo dobiti do leta 2015 in vsaj še novih 600 delovnih mest do leta 2020. Torej moramo načrtovati kratkoročno in dolgoročno, poskrbeti moramo, da bodo mladi imeli perspektivo v Kamniku. Zaradi tega bomo ustanovili podjetniški inkubator s trenerji podjetništva, katerega bomo poskušali pritegniti mlade srednješolce, da bodo lahko tam razvijali svoje ideje in se učili in potem tiste do 27 let, da bodo razvijali svoje ideje, da jih bodo pomagali in da bodo tiste ideje, ki bodo perspektivne, da bodo šle naprej v uresničitev. Skratka, na kmetijstvo, na področju kmetijstva imamo ogromno možnosti, priložnosti, ki jih moramo še uresničiti. Najlepša hvala. Za konec še gospod Golubovič. Hvala lepa. Vedeti moramo, da občina ne zagotavlja neposredno delovnih mest. To se je treba zavedati. Posredno pa lahko pripomore veliko k temu. In tako kot je bilo omenjeno z mojega cenjenega kolega gospoda Veršnika, je občina pripravila občinski prostorski načrt, v katerem so cone, se pravi, doline ena v Stranjah. In ta občinski prostorski načrt bo sprejet v javno obravnavo dan v februarju 2012. Ampak kaj moramo narediti? Prva stvar, kaj je, treba je začeti sodelovati z obrtno-podjetniško zbornico. Tega do zdaj ni bilo, nažalost, da ni bilo. In če je kdo bral intervju novega predsednika obrtno-podjetniške zbornice, potem mu je dokaj jasno, kaj je treba v Kamniku narediti v naslednjih 3 letih. A je zapisano? In se pravi, poleg tega je pa treba Korenovo, na rabu novih con, treba je Korenovo cono, obrtno-podjetniško cono dokončno urediti in pa Deluje. Odlično. Čas je za replike. Mogoče, sicer ste se strinjali glede turizma, ampak mogoče so kakšne razlike. Ja, pogledajte, če lahko jaz, prav začel sem jaz s turizmom in bi rekel takole. Zavedaj se, da turizem s tem sem mislil tudi delovna mesta, da se razumemo. Ker turizem so ljudje, kot pravijo, in to spremlja zraven proizvodno, morate razumeti, vsi to dobro veste, od predelovalne do, manjših podjetij, do gostinstva, do podomačke in podprte treba narediti, in tako naprej. Se pravi, jaz poudarjam turizem zato, ker se mi zdi tudi zraven spremlja najbolj čista proizvodna. Lepša hvala, gospod Potočnik, da je bil naslednji. Ja, govorimo o turizmu, o teh delovnih mestih. Jaz sem prej rekel, da je treba narediti ta prvi korak, preden delamo tretjega. To se pravi, ti ne moreš turizmu zvoditi v enem dnevu čez noč. Je treba zvoditi dolgoročno, se pravi, treba nekaj te prvo ponuditi, potem pa začeti biti pripravljen, zdaj pa še turisti. To je zelo močna tema, ker ljudje ne razumejo, da je treba tako nekam posle, ne da delamo, kako rekel, ljudje pridejo z Domžal, pride na veliko, v Domžalah pa spijo. Najlepša hvala,
gospod Tonin, vi ste bili? Ja, glede teh obrtnih con, sigurno je ena elitna lokacija za eno obrtno cono v Motniku, ker veste, da je bližna logistična povezava na avtocesto na Vranskem praktično manj kot 5 minut, to je ena stvar, druga stvar pa glede cone ob Kurenovi cesti. Tam se delajo zametki, ampak bi pa podaril eno stvar. Premalo posluha je bilo strani občine, ne? Ker tam obstajajo podjetniki, ki čakajo, imajo odlično poslovno idejo in čakajo samo na sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta. Pa vi se znate, da ste bila naslednja, potem pa gospod Veršnik. Ja, kar se tiče podjetniško-obrtnih con, mislim, da je potrebno rezervirati vsaj 40 hektarov prostora, da bodo lahko, ki bo seveda komunalno urejeno, komunalno urejen prostor, zaradi tega, da bomo najprej pritegnili tiste podjetnike, ki so sedaj v drugih podjetniških conah, v drugih mestih, v drugih občinah, da jih pritegnemo nazaj. Poleg tega, pa ne vem, če veste, da imamo okoli 1000 kmetij in da niti ena kmetija ni turistična kmetija. Pomeni, da bo potrebno povezovanje z ministrstvom, s kmetijsko-gospodarsko zbornico, da ta problem razrešimo. Hvala lepa. Gospod Veršnik, vaša Ja, povezava med kmetijstvom in pa turizmom je res velika. Posebej je pomanjkanje neke usmerjenosti na samih kmetijah in pa seveda tudi prostor za prodajo in plasman njihovih izdelkov. Zato mislimo, da je ta povezava ključna za kmetijstvo in pa seveda za dobro turistično ponudbo. Pravo, biološko pridelano hrano si vsi želimo. Hvala lepa. Gospod Ljubovič, vi ste želeli? Ja, jaz bi samo to rekel. 40 hektarov je skoraj toliko, kot je območje Kika. In 40 hektarov v občini Kamnik najti za poslovno obrtno cono je nemogoče. Se pravi, razen če damo območje Kika, kar pomeni toliko in toliko prometa na dan. In še nekaj. Kurenova cona je tista cona, ki se mora razvijati. Ja, ima Matej Tonin prav, ko je rekel, da nekateri podjetniki za bioplinarno čakajo že kar nekaj časa. Ampak 526 Kurenova se ureja in je zdaj tudi v zadnji fazi. Tako da bo tudi ta projekt rešen. Slučajec, še vaša replika? Glede kmetijstva in prodaje izdelkov, ne? Dokler bodo pač izdelki z domačih kmetij, ki so eko ali pa tudi niso čisto, vse tudi ni eko, ker vam prodajo za eko, sem že kakšen problem tak tudi videl, ko je niso jajca v kartonu iz jate. Ampak dokler bodo ti izdelki dražji, kot so izdelki v teh trgovskih centrih, ki prihajajo daleč iz tujine, potem bo to težko zaživelo, pa če se mi tukaj na glavo postavimo. Morda zaključimo s to temo, ker bomo nadaljevali sodobno tudi turistično temo, da se mogoče lahko še tam kaj povedali več.